Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v Ajdovščini, kjer se bo kmalu začela tekma pred zadnjega 35. kroga prve slovenske nogometne lige. Na mestnem stadionu Ajdovščina se bosta pomerili ekipi domačega Primorja in Mure, ki je v tej sezoni slavila zgolj na dveh stadionih. Sobočani so 6-krat zmagali v Fazaneriji in 3-krat v Domžalah. In danes imajo, jasno, črno-beli zadnjo priložnost, da vsaj ta vtis nekoliko popravijo. Nogometaši ene in druge zasedbe so že na ogrevanju, mi pa si poglejmo, kaj se bo dogajalo v 35. krogu. Olimpija je spet proti nič odpravila Radomljane, kar pomeni, da so zmaji četrtič v zadnjih 10 letih prišli do zlatega globusa, do državnega naslova, vsekakor zasluženo, in čestitke Rafiju prepušča Tariku Čandiću. Suljanović, krasna ideja Suljanovića, Murillo gre sam, Roger Murillo, ojoj. Pred praznimi vrati je bil Roger Murillo, ampak ni ohranil ravnotežja in Ajdovci tako niso prišli do zadetka. Rafiju, gol! Išak Rafiju, Primorje vodi z 1-0. 34. minuta, vse skozi je Išak Rafiju kazal zametke kreativnosti, no zdaj pa je zadeve vzel popolnoma v svoje roke. Najprej krasen pobeg po desni strani in nato močan siloviti strelek. Strajnar ni imel rešitve, Strajnar ni imel odgovora. Ajdovci so prišli do zadetka in na 14. zaporedni prvenstveni tekmi je kapitulirala soboška obramba. Išak Rafiju pa do 4. gola v letošnji sezoni, do 2. na tem stadionu. Takole izvrsten obrat Išaka Rafijuja med Sadrijujem in Vrbancem je krenil naprej. Omenjena igralca sta bila tu premalo agresivna. Strajnar bi lahko storil kaj več, to je seveda popolnoma jasno, ni pa imel ravno lahkega dela. Uvodne znake ranljivosti. Proleta. Antolin, dober sprejem Aljaža, Antolina, Maroša, Amadej Maroša, Macan brani. No, zdaj pa bi Maroša moral podati, kajti Domjan je bil povsem sam. Maroša sicer ima se veliko avtoriteto in no, zdaj priložnost za Muro in prosti strel bo za Primorje. No, kar se tiče nizozemske Eredivisie, Ajax je v zadnjem krogu izgubil tako imenovani pole position in PSV ima tako, potem ko je že veliko zaostal, priložnost, da pride do tako imenovanega solatnega krožnika. Poda zdaj na Marošo, Amadej Maroša, to da brani Macan. Tudi offside. V skoku Proleta. Murillo. Napaka Petrovića, Klemenčič mu je vzel žogo, Bešir in Klemenčič. Klemenčič pred vrata, tole bo nevarno, Babin in gol! Gol za Primorje, 71. minuta, Domagoj Babin do 3. gola v letošnji sezoni. Dolgo ga je mučila poškodba, Dimal bil je nekako na stranskem tiru, no ampak ni potreboval veliko, da je zdaj upravičil zaupanje Milana Anželjkovića. Domagoj Babin je izkoristil kaos v 16-metrskem prostoru Mure in žogo je potisnil za hrbet Aljaža Strajnarja. Težko bo Mura po 2 mesecih končno prišla do zmage. Išak Rafiju ni uspel priti do strela, se pa je žoga, gledano skozi prizmo Ajdovcev, zelo ugodno odbila na nogo Domagoja Babina, ki tu ni imel kaj za razmišljati. Natančen strel in ni bilo dovolj časa za reakcijo 17-letnika med vratnicama Mure. Ob žogi je tudi Išak Rafiju, položaj primernejši za desničarja. Dvignila se bo temperatura pred vrati Strajnarja, Išak Rafiju, toda Aljaž Strajnar na mestu. Predvsej osamljen je Jaka Domjan, ki se je lepo znašel. Domjan, vratnica in potem še prečka. No, zdaj pa je boginja Fortuna dihala z Ajdovci.
Aljaž Antolin, poraz v Ajdovščini, kaj je danes zmanjkalo Muri za boljši rezultat? Pa tako bi rekel, lahko bi tekma šla tudi v našo smer, oni so zadeli, mi nismo zadeli, ne moremo se tolažiti s tem, ampak ja, danes je šla tekma na njihovo stran in to je to. V prvem polčasu ste nekako igrali brez klasičnega napadalca, vezni igralci ste se nekako izmenjavali v napadu. Kako ste se počutili ob tej taktiki? Pa ja, to je trenerova zamisel, mi jo spoštujemo, kar on pove, to mi spoštujemo in v zadnjem krogu se boste nadaljavo z Radomljani borili za 7. mesto. Kaj vam bi recimo ta uspeh pomenil? pa ja, kaj naj rečem, zelo slaba sezona z naše strani. Bar, da bi zmagali to tekmo s Koprom, bi nam bilo malo lažje, ampak vseeno, ne glede na vse, se moramo malo zamisliti in drugo sezono iti z samozavestjo, z razčiščeno glavo naprej. Hvala, Aljaž, in srečno. Ivan Kurtušič, poraz v Ajdovščini, kaj je zmanjkalo Muri danes za boljši rezultat, za boljšo predstavo? Mislim da je manjkala realizacija. Ako vi imate situaciju na utakmici da u istom napadu pogodite i stativu i prečku i ne date go, mislim da je falilo malo i sreće. Imali smo 1-1 sa golmanom, imali smo dosta nekih situacija u prvom poluvremenu da smo mogli da povedemo i jednostavno protivnik iskoristio svoje šanse, mi nismo i utakmica je završila kako je završila. V drugem polčasu, ko je vstopil Amadej Maroša, ste bili nekoliko bolj nevarni. V prvem delu igre pa se nekako zdelo, da so se zvezni nogometaši izmenjavali v konici napada. Lahko še kdaj pričakujemo podobno taktiko? Pa da, bila je neka ideja da malo podelimo neku minutažu igračima jer kao što svi znaju mi imamo taj neki problem sa nekom fizičkom spremom i sa nekim sitnim povredama i kad nam fali onako dosta igrača onda imamo problem i sa tim rosterom, tako da namenski smo nešto bili odlučili da probamo tako da počnemo utakmicu i da jednostavno već smo unapred u nekom planu utakmice spremali da drugo poluvreme to promenimo sa Marošem, tako da mislim da smo dobili to sa njim što smo hteli, samo da jednostavno eto, možda nije imao dovoljno sreće da iskoristi tu situaciju 1-1 i da smo tu dali gol, možda bi se vratili u utakmicu i možda bi rezultat na kraju bio i drugačiji, ali nema veze, fali malo sreće, ono što mene raduje uvek i ono što ja uvek kažem, to je za trenera je najbitnije kada se završi utakmica da jednostavno zna da su njegovi igrači u tom momentu dali svoj maksimum, da su pružili na terenu onoliko koliko mogu za utakmicu, za pobedu, za klub. Videli ste i aplauz ponovo navijača, to je ono što mene raduje, taj neki stav se promenio, taj neki, da kažem, odnos igrača se promenio i to se osjeća na terenu, to svi osjećaju. Danas nismo imali sreće da pobedimo, ne može da bude čovjek zadovoljan kad izgubi utakmicu, ali sigurno može da kaže da su jednostavno danas dali stvarno sve od sebe. Zdaj, 7. mesto je seveda še vedno dosegljivo, imate enako število točk kot Radomlje, ampak Aljaž Antolin je vseeno nekako dejal, da ne glede na končni razplet, da Muraši sezono ne boste zadovoljni, v prihodnosti bodo verjetno cilji precej višji. Dobro, naravno da ne možemo da budemo zadovoljni sezonom u globalu, jer pred sezonu su bili postavljeni neki drugi ciljevi, ali svašta se nešto izdešavalo ove godine u klubu i oko kluba, tako da mislim da na kraju kad podvučemo crtu, mislim da ćemo na kraju morati da budemo zadovoljni. Imamo još jednu utakmicu protiv Kopra i sigurno da ćemo da probamo da je pobedimo i sigurno da ćemo da damo sve od sebe pred svojim navijačima da sezonu zatvorimo sa 3 boda. I ja zaista želim da onako ovim putem pozovem sve ljubitelje fudbala u Muri da dođu, da daju podršku ovim momcima, da probamo skupa da tu zadnju utakmicu pobedimo i da jednostavno onda krenemo u neke nove projekte, u neke nove stvari koje čekaju klub i da se dobro spremimo preko leta za narednu sezonu. Najlepša hvala. Haris Dedić, čestitke za jubilejno 10. prvenstveno zmago v tej sezoni. Verjetno ste zelo zadovoljni, da ste igranje pred svojimi navijači v tej sezoni zaključili na takšen način. V bistvu sem prav garderobi rekel pred tekmo, da si želimo končati zmago danes. Čestito bi Redevil sem našim navijačem rojsten dan, to je naš darilo za njih. Tako da ja, seveda, 10 zmag v eni sezoni, vrhunsko. Osvojili ste končno 6. mesto kot kapetan. Verjetno lahko rečete, da je ta ekipa ne samo osvojila, ampak celo presegla vse cilje. Pa recimo temu, ja, cilj smo dosegli, presegli. Rekli smo da se borimo za obstanek. Bili smo na koncu 6. oziroma smo 6. sigurno. Tako da ja, zelo smo zadovoljni. Hočemo pa dvignati naslednje leto, pa bomo videli, kaj nas čaka. Tekmovalno leto sicer še ni končano, ampak mislim, da je vseeno primeren čas za takšno vprašanje. Morda najlepši spomin, ki vas veže na igranje na tem stadionu v tej sezoni. Morda zmaga proti Mariboru, kaj drugega. Pa jaz bi rekel, tista mogoče prva tekma, ne spomnim se katera, ko smo sploh prišli nazaj, ko smo igrali dolgo časa v Gorici. Tista je bila res dober občutek.
vse, kar igramo doma, mogoče res zmagati. Pri Olimpiji. Pri Olimpiji se mi zdi, da je prav, ja. Čeprav je bil na koncu poraz. Doma je najlepše, še posebej takole, ko so polne tribune, še posebej, ko zmagaš. Najlepša hvala in srečno. Milan Anđelković, jubilejna 10. prvenstvena zmaga, zagotovljeno šesto mesto. Moja predpostavka je, da ste verjetno zelo zadovoljni in predvsem ponosni na to, kar vam je uspelo v tej sezoni. Ja, tako je, zelo zadovoljni, zelo ponosni na fante. Pokazali smo določen karakter, določeno igro, na kateri bomo gradili za naslednja leta in vsa čast. Zdaj verjetno je trenerjem bolje spremljati dogajanje ob igrišču, ampak glede na to, da ste bili dvakrat na tribuni in da ste dvakrat slavili, ste verjetno se kar nekako navadili tudi na območje na tribuni. Zgleda, da moram biti skozi na tribuni in da bomo začeli zmagovati redno. Fantje so, strokovni štab imamo enkraten, no, tako da čisto isto, ali sem jaz, ali je pomočnik, ali bilo kdo drug, res smo kot ena in to se vidi. Podobno sem že vprašal Harisa Dedića, glede na to, da je bila danes zadnja domača tekma v tej sezoni. Vaš najlepši spomin, ki vas veže na ta stadion, glede na dogajanje v letošnji sezoni? No, dobro, ne morem, ki jih je kar nekaj, no, ampak vedno je, počutimo se zelo dobro na tem igrišču. Publiko ste videli danes, Red Devils 30 let praznovali, velika podpora. Ne moram povedati, da je točno kakšen določen trenutek. Mislim, da jih je bilo veliko in upam, da jih bo čim več. Kako lahko Primorje v prihodnji sezoni še preseže letošnji izkupiček? Strmeli bomo temu, normalno. Hočemo več, boljše zdaj, ali bomo nam to uspelo, ali ne, bomo videli. Probali se bomo dobro spočiti in pač dobro selekcijo narediti in da bomo čim boljši. Najlepša hvala. Hvala.